Lepo pozdravljeni v novem potopu. Danes se lotevamo prvih 2 mesecev italijanske okupacije Ljubljanske pokrajine, torej aprila in maja 1941. Ja, imamo kar nekaj zanimivih virov pred sabo, razglase, pa interna vojaška navodila, Graciolijeva poročila. Tako pa tudi prepise telefonskih pogovorov, kraljeve ukaze. Skratka, poskusili bomo razkriti, kako je Italija tukaj vzpostavila oblast. In posebej bomo pozorni na to strategijo, ki je imela 2 obraza. En javen, poln obljub in en skrit, precej bolj pragmatičen. Začniva kar takoj, z vojaškim prevzemom. General Romero, 12. aprila, razglas je bil precej jasen, gajne? Absolutno. Prevzem vse vojaške in civilne oblasti, brez oklevanja, sicer so omenili spoštovanje lastnine in navad, ampak s pogorjem. Samo če bo mir. Kar je v bistvu že takoj neka prikrita grožnja. Točno to. Če ne bo miru, potem tudi spoštovanja ne bo. In takoj so sledili konkretni ukrepi. Ja, oddaja orožja. Samo 24 ur časa in grožnja z vojnim pravom, ter seveda policijska ura. Od 9 zvečer do 5 zjutraj. Prioriteta je bila očitno varnost okupacijskih sil. Takojšnja varnost. Potem pa imamo ta interna vojaška navodila. Samo 2 dni kasneje, 14. aprila. Kaj pa ta razkrivajo? No, ta pa gredo še dlje. Opredelijo cono, guvernerja, ampak cilji so zelo konkretni. Čiščenje terena, iskanje ostankov jugoslovanske vojske. In nadzor infrastrukture, komunikacij. Seveda, telegraf, telefon, ampak tudi takojšnje gospodarsko izkoriščanje. Seno, meso, lis, bencin, vse, kar se je dalo vzeti. In hkrati strog nadzor nad ljudmi. Omejitev gibanja, cenzura tiska. Ja, pa zaplemba jugoslovanskih uniform. Skratka, popoln nadzor in izkoriščanje. Že takoj na začetku. Tu se še vidi ta razkorak med javnimi obljubami in internimi načrti. In ta razkorak se potem nadaljuje tudi na politični ravni. Imamo poročilo civilnega komisarja Emilija Graziolija 22. aprila. Zelo skovorno. Res je. Opisuje, kako je takoj navezal stike z vodilnimi slovenskimi politiki. Posebej omenja ljudi iz nekdanje klerikalne stranke, Natlačena, Gosarja, Puclja, Adleščiča. In kaj poroča? Nekaj je bilo kar presenetljivo, se mi zdi. Ja, poroča Mussoliniju o živi želji prebivarstva po italijanski zaščiti. To naj bi mu prenesel dr. Natlačen. In tudi o podpori ljubljanskega škofa Rožmana. Tako, da naj bi Rožman celo privolil v izobešanje italijanskih zastav na cerkvah. Torej, vsaj del elit je očitno videl neko možnost v sodelovanju. In Italijani so to aktivno spodbujali, kaj ne? Z obljubami. Seveda, Mussolinijeve obljube so bile ključno orodje. Spoštovanje kulture, avtonomija, po slovaškem zgledu. Aha, ta slovaški zgled. Torej, neka navidezna samostojnost pod strogim nadzorom. Nekaj takega, ja. Pa obljuba pravične vlade. Grazioli celo zapiše, da jim je nemška brutalnost na njihovem okupacijskem območju pravzaprav pomagala. Ker so bili Italijani v primerjavi z njimi videti kot manjše zlo. Ravno to. Ampak, in to je pomembno, isto Graziolijevo poročilo razkriva tudi drugo plat. V ozadju so že potekali ukrepi za utrditev fašizma. Kateri ukrepi, na primer? Zatiranje tistih, ki so agitirali za Nemce, ustanovljevanje fašističnih centrov, cenzura, zaprtje univerz, rimski pozdrav se je začel pojavljati, razpuščanje društev, ki so veljala za protiitalijanska. Torej dvojna igra. Navzven obljube, znotraj pa že utrjevanje oblasti. Točno. In ta dvojnost pride do vrhunca konec aprila, začetek maja. Ja, tisti telefonski pogovor med Mussolinijem in Graziolijem 28. aprila. Potrditev obljub avtonomija, davki, oprostitev vojaške službe. Da bodo slovenski predstavniki javno izrazili zadovoljstvo po objavi odloka. Se pravi, podpora ni bila samo pričakovana, ampak tudi malo zrežirana. Tako kaže. Del propagandne strategije, da se legitimira priključitev. In ta potem sledi s kraljevim ukazom 3. maja. Formalna aneksija, ozemlje postane Ljubljanska pokrajina,
sestavni del kraljevine Italije. In ta ukaz potem pravno zapiše tiste obljube. Avtonomen ustroj, svet s 14 člani kot posvetovalno telo. Neobvezna vojaška služba, slovenščina v osnovnih šolah, dvojezična uprava. Okupacija je s tem formalno zaključena. Ozemlje je pravno priključeno in razkosano. Če torej pogledamo celotno sliko tih prvih 2 mesecev, kaj vidimo? Vidimo zelo premišljeno strategijo z 2 obrazoma. Ja, na eni strani javna podoba, relativno dobrohoten okupator, obljube avtonomije, sodelovanje z delom elit, političnih in cerkvenih, pozicioniranje kot boljša izbira od Nemcev. Na drugi strani pa Ta interna navodila, konkretni ukrepi. trda realnost. Takojšen in popoln vojaški, politični pa tudi gospodarski nadzor. Razorožitev, policijska ura, cenzura, izkoriščanje virov. In postopno, ampak vztrajno, uvajanje fašističnih simbolov in struktur. Ta dvojnost torej ni bila neka napaka, ampak načrt. Absolutno. Premišljena strategija. Obljube so merile javnost in elite, represivni ukrepi pa so v ozadju utrjevali fašistično oblast. Tiho, ampak učinkovito. Torej, če povzamem, italijanska vzpostavitev oblasti je bila hitra, večplastna, uporabili so to dvojno strategijo javne obljube in skriti prevzem nadzora, viri kažejo na pomen sodelovanja dela elit in pa tudi na to delno režirano podporo. In to nas pripelje do vprašanja za konec, morda za razmislek. Kako je ta zgodnja faza z obljubami avtonomije in s to pripravljenostjo na sodelovanje v določenih krogih, kako je vse to potem vplivalo na kasnejši razvoj, na dinamiko odpora proti okupatorju, prav tukaj, v Ljubljanski pokrajini?